Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, dragi ljubitelji glasbe, cenjene pevke in pevci pevskega zbora Motiv. Prisrčno dobrodošli na nocojšnjem prazničnem koncertu, na katerem s ponosom obeležujemo 10. obletnico delovanja pevskega zbora Motiv. Danes se ne oziramo le na pot, ki jo je zbor prehodil, danes slavimo moč glasbe, ki je 10 let združevala, navdihovala in krepila ljubitelje zborovskega petja. Drage pevke in pevci, z globokim spoštovanjem se vam zahvaljujemo za desetletje predanega dela, vztrajnosti in neomajnega entuziazma. Vsaka vaja, vsak nastop, vsak trenutek vaše zbranosti in srčnosti je tlakoval pot, po kateri stopate danes. Vaša predanost je temelj, na katerem stoji vaša glasbena zgodba in dokaz, da je z združenimi glasovi mogoče ustvariti nekaj resnično plemenitega. Posebna in iz srca iskrena zahvala gre tudi zborovodji Miranu Rusti, ki že 10 let vodi glasbeno družino z odločnostjo, toplino in strokovnostjo. Njegova umetniška vizija, potrpežljivost, nekočutno glasbeno vodenje in zmožnost, da vsak glas poveže v celoto, so nepremagljivi. Vsakemu članu zbora je Miran Rustja omogočil rast, ker je verjel v zbor Motiv in ker je vsem pokazal, kaj pomeni voditi z dušo in srcem. Zahvala pripada tudi vsem vam, draga publika, podpornikom, družinam in prijateljem. Vaša prisotnost, lep sprejem, vzpodbude in nenehna podpora so tisti nevidni, a močni stebri, ki zboru Motiv dajejo pogum in navdih za nove korake. Naj bo nocojšnji koncert poklon 10 letom trdega dela, iskrenih vezi in glasbenih trenutkov, ki jih ne pozabimo kar tako. Naj bo pa tudi obljuba, da boste še naprej ustvarjali, rasli, peli skupaj in v sozvočju. Z nami je ta večer tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Marko Tribušon, in tudi njega prosim za nekaj pozdravnih besed. Hvala lepa, spoštovane, spoštovani, dragi gostje. Vsi, ki ste si danes vzeli čas, ta lep večer, lepo pozdravljeni tudi v imenu mestne občine Nova Gorica. Kot je Vesna že povedala, z besedami se ne da opisati, kaj vse nekateri, ki so danes na moji levi, delajo in počnejo. V dobro slovenske pesmi, v dobro slovenske besede, v dobro vseh nas, da lahko uživamo v takih večerih. Iskrena zahvala tudi z moje strani in strani mestne občine, že imenovanemu Miranu Rusti, lahko rečem kar celi njegovi družini, je z dušo in srcem predana glasbi in pa seveda Olgi Srebrnič, ki je tudi ena neumorna gonilna sila vsega lepega, kar se v duhu pesmi dogaja v Novi Gorici. Ob 10. obletnici delovanja tega zbora iskreno čestitam vsem in bi jim v znak hvaležnosti poklonil eno vrtnico, simbol ljubezni, simbol Nove Gorice. Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli. Tudi danes imejmo samo lepe misli, srečno in uspešno naprej. Hvala. Hvala podžupanu za ta pozdravni nagovor. Spoštovani prisotni, naj vas spomnim, da sta podrobna predstavitev pevskega zbora Motiv in celoten nocojšnji program napisana v koncertnem listu, ki ste ga prijeli ob vhodu v dvorano. Naj bo današnji večer poklon vsem prehojenim letom in hkrati navdih za nova, še močnejša in še bolj ubrana glasbena snovanja.
Hvala, da ste z nami in da skupaj ustvarjamo zgodbo, ki še vedno raste. Hvala vam, ker z nami delite ta slovesni večer. Zdaj pa prisluhnimo prvemu delu nocojšnjega koncerta. Želim vam nepozabno glasbeno doživetje. So
Kvartet flavt 4F deluje na širšem Goriškem že od leta 2020 in združuje glasbenike z veseljem do komorne igre. V svoj glasbeni repertoar uvršča skladbe različnih zvrsti, večinoma v lastnih priredbah, v sodelovanju z lokalnimi avtorji, pa tudi izvirno avtorsko glasbo. Umetniški vodja kvarteta je Enej Ljubič Šinigoj. Prijetno poslušanje.
Zdaj pa na prizorišče vabim doktorja Gabriela Kavčiča in gospo Polono Kampolungi Pegan, da predstavita zgoščenko Mirana Rustije Maša za mir. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Tukaj smo danes v bistvu iz več razlogov. Ena je ta lepa priložnost 10-letnice zbora Motiv, druga pa tudi ta, da se spomnimo, da je v tem mesecu gospod Miran Rustija oblikoval oziroma izdal zgoščenko, na kateri je posneta Maša za mir, ki jo je uglasbil. To zgoščenko je zapel, ni zapel zbor, ki danes tukaj nastopa, ampak je zapel zbor iz Devina, slovenski pevski zbor z imenom Fantje izpod grmade, ki ga vodi profesor Bogdan Kralj. Ta zbor pa deluje kar dolgo, v bistvu že od leta 1965. Jaz bi to predstavitev morda začela najprej z glasbo, da najprej slišimo eno pesem z te zgoščenke, in sicer Glorijo, pa bi prosila, če se jo lahko zdaj predvaja.
Vesela sem, da lahko danes med nami pozdravimo tudi prav posebnega gosta, dr. Gabriela Kavčiča. On je duhovnik, moralni teolog in trenutno opravlja delo v Vipavi kot vipavski župnik. Miran naju je povabil, da bi danes ob predstavitvi njegove maše spregovorila o miru. Mir je nekaj, kar si želimo vsi. Mir je nekaj, kar si želimo kot narodi, kot družba in tudi vsak posameznik si želi miru zase. Gospod Gabriel, kje vi vidite vlogo umetnosti pri iskanju miru? Ali je dobra umetnost tista, ki nas pomirja, ali morda tista, ki nas vznemiri in predrami? Ja, hvala lepa za vprašanje, hvala lepa za vabilo. Kar precejšnja čast me je doletela, ko sem bil pred Hoferjem v Ajdovščini in me Miran kliče, da bi danes prišel še semle sodelovati na tole predstavitev. In najprej čestitke gospodu Rusti, potem pa vsem pevcem in pevkam mešanega pevskega zbora Motiv. Sem danes, imam to čast, da prvič v živo slišim, ponad samo po posnetku, danes v živo. Pa prav tako hvala kvartetu, ki je bil danes zaradi bolezni malo zmanjšan, kvartetu 4F in pa za celoten ta večer. Ja, umetnost, torej, ali vznemirja ali pomirja. Oboje mora biti, čeprav smo v času, v katerem nam je verjetno vsem jasno, je bolj v modi umetnost, ki vznemirja. Jaz se spomnim mojega profesorja v glasbeni šoli, ki se je zmeraj pritoževal, da je v današnji glasbi preveč sinkop. To je tisto, kar udari notri v glasbo, kjer prereže takt in prereže ritem. In pozneje, sicer na čisto drugih področjih svojega delovanja, se še zmeraj držim tega, da je, če hoče umetnost umirjati, mora pač biti taktna. Mora biti en ritem, ki zagotavlja duši, da lahko v tej umetnosti za trenutek počije, uživa, se umiri. Ko govorimo o glasbi in pa o slikanju umetnosti, je en tak lep slovenski glagol, da lahko duša nekaj motri, motriti neko glasbeno ali pa umetniško, kakršnokoli že ustvarjanino, motriti in v njej uživati torej. Na drugi strani seveda pa mora umetnost vedno znova tudi prebujati, mora biti tudi sinkopa, mora biti tudi tisto, kar prereže, kar se uvrsti nekje vmes, nekaj, kar nas vrže iz običajnega ritma. In v vsakem trenutku človeškega življenja in pa človeške družbe mora umetnost igrati obe vlogi. Ravno pred kratkim, da dam en tak bolj banalen primer, ampak ravno pred kratkim smo imeli v naši župniji, sem imel na mizi vprašanje enega zborovskega udejstvovanja v cerkvi. In potem je to zmeraj vprašanje, a bojo lahko peli v cerkvi ali ne. Zdaj, če je maša, če bogoslužje, pol je jasno. Kaj pa če je zbor, kaj pa če pride Motiv in lepo vabimo v Vipavo ali pa v Loško cerkev nekemu koncertu. In je bilo seveda vprašanje, kaj zdaj v sakralnem prostoru. In jaz sem se postavil na stališče, kot že večkrat, da morda kje druge lahko debatiramo o tem, ali, zdaj dobro, glih vsaka glasba seveda ne sodi v cerkev, to se razume, ampak dokler gre za narodno prebuditveno glasbo, za domovinske pesmi, za nekaj, kar nas druži, nekaj, kar nas kot narod, kot skupnost zbira skupaj, zato mora biti mesto tudi v cerkvi. Morda kje druge ne, to ne vem. Na Primorskem pa vemo, da je bila ravno pesem, pravzaprav tudi iz današnjega izbora, kakšna tista, ki je držala predvsem v sakralnih prostorih, ne v tistih najbolj težkih časih naše polpretekle zgodovine, je bila pesem tista, ki je držala po konci in se jo je pelo, ja, ravno v cerkvah, se kje druge se niti ni smelo.
Tako da vedno znova, torej pesem in pa glasba in pa umetnost v splošnem, ravno prav mora biti vsakršnega sporočila, tistega, ki bi ljudi prebujalo, tisto, kar dušo razuname, tisto, kar spodbudi k razmišljanju izven običajnih meja, včasih pa potrebujemo enostavno umiritev, enostavno takt, ki teče, da se lahko duša priklopi zraven in uživa in se na tak način sprosti. Vsakega nekaj mora biti. In še zadnja misel morda pri tem, ko je prav debata o miru in ko imamo mašo za mir, danes posebej v tem delu našega koncerta v mislih, je pa seveda še toliko bolj pomembno, ker v času nemira, v kakršnem tudi živimo, je glasba tista, ki nas umirja. Na drugi strani mora pa hkrati nas tudi umetnost spodbujati k razmisleku o tem, kaj vse se v svetu dogaja in kako smo se pravzaprav na nemir tudi že navadili. Tako zmeraj razbirati ti dve sporočili v vsakršnem umetniškem udejstvovanju. Kaj pa vprašanje, zakaj pravzaprav umetnost? Zakaj človek, človeštvo že tisočletja ustvarja, išče neke poti izven okvira, išče neko lepoto, skladnost, neke globlje pomene, česar pravzaprav ne rabi za preživetje. Vaše delo je prežeto z iskanjem Boga, z iskanjem presežnega v čisto vsakdanjem življenju. Kaj je tisto v vsakem od nas, kaj je tisto v človeštvu, kar nas sili, da ustvarjamo? Ja, to je pravzaprav to, čemur pravimo človeško dostojanstvo med drugim. Se pravi to, kar človeka dela posebnega. Če želite, recimo iz stare krščanske tradicije vzamemo, vsaj tako približno, verjetno vsak ve, da recimo vsaj krščanstvo govori o človeku kot o Božji podobi. Se pravi iz Svetega pisma, iz prvih vrstic ven v Svetem pismu. In ko govorimo o Božji podobi, človeku kot Božji podobi, je namignjeno prav to, kar je to vprašanje, da je v nas neka iskra, ki nas presega, ki ima pozitivne in negativne posledice. Pozitivne je to, da se kar naprej razvijamo, da kar naprej iščemo nekaj nove, da gremo kar naprej, da z upanjem zremo v prihodnost, da sploh zremo v prihodnost, da gledamo sami vase, da se analiziramo, da razvijamo nove stvari, da napreduje tehnika, da napreduje umetnost in tako naprej in tako naprej. Ima tudi kakšno negativno plat, ta pa je, da smo zaradi tega tudi zelo ranljivi, ker nismo prepuščeni samim sebi, ampak so v najlepših stvarih človekovega življenja, kjer doživimo svoje preseganje, lahko skrite tudi največje bolečine. Tipičen primer je to, da smo ljudje ustvarjeni zato, da imamo nekoga radi, da imamo okrog sebe ljudi, ki jih imamo radi in ki imajo radi nas nazaj. To je običajno, to je človeško. In kje najbolj boli? Ja, najbolj boli ravno izdaja. Se pravi, tam, kjer je največja lepota skrita v človeškem življenju, tam je lahko skrito tudi največ grenkobe. Ko se torej vprašamo, kaj človeka dela posebnega, je prav to, da se znamo presegati, krščanstvo, kot rečeno temu pravi Božja podoba. In običajno govorimo o Božji podobi v dveh smislih. Namreč, da je človek sposoben razumeti, racijo, razum, tehnika, razvijanje, matematika, se pravi vse, kar razvijamo, kar razmišljamo, kjer napredujemo, kjer znanost napreduje na vse možne načine. Na drugi strani temu pravimo ljubezen, tako zelo izpeta, pa hkrati tako pomembna beseda, ker edino za človeka je značilno to, da lahko ljubi, da lahko gre v odnos z nekom
celo z Bogom, pravi krščanstvo, da lahko gre v odnos z nekom in iz tega odnosa živi. To namreč ni značilno za živali. Živalce imamo radi. Tudi mene je danes namjavkala mačka za župniščem, ko sem šel zdaj proti Novi Gorici, ker je bila prepričana, da danes še ni dobila dovolj in se prišla drgniti ob mene in tako naprej, vse v redu. Ampak živali pravzaprav, vse v tem je tudi ene vrste velika lepota, v bistvu posnemajo nas. Če smo mi dobri do živali, nam živali to vračajo, ampak mora iz človeka priti to, da se odnos vzpostavi. Evo, in ko gre pa človek do človeka, takrat pa govorimo o ljubezni, celo o požrtvovalni ljubezni, celo o življenju in ljubezni, ki da življenje za drugega. Tako daleč to gre. Evo, to je človek, to vse so načini, skozi katere človek samega sebe kot edino bitje na tem svetu je zmožen preseči v razvijanju razuma in vsega povezanega z razumom in pa v vsem, kar je povezano z odnosi. Na piedestalu odnosov pa je seveda človeška ljubezen oziroma najvišji odnos, ki smo ga mi sposobni. Evo, ko to razložimo, je jasno, kam se bo vrstila umetnost. Nekam vmes bo šla. Zaradi tega, ker umetnost, posebej skozi zadnja stoletja, se je, posebej glasbena, ko smo danes na koncertu, se je razvijala tudi skozi tehnični napredek inštrumentov. Tako je. Zdaj, do kam smo prišli, je drugo vprašanje. Ravno oni dan sem poslušal eno glasbo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Niti omembe, niti za omeniti ni vsega skupaj. Zakaj? Ker se samo racionalnost, samo tehnika ne more presegati. Ne more nastati taka glorija, kot smo jo ravno kar poslušali. Ne bo šlo. Ker ne gre. Nekje vmes je umetnost in nas zaznamuje. Na vse zadnje, jaz sem doma iz idrijskih koncev, tam takole 20 minut od moje rojstne hiše pridemo v tiste znane divje babe, kjer imamo tisto flavtico. Ja, tisto flavtico je bila treba izumiti najprej, da smo danes lahko gledali 3 tehnično dovršene prečne flavte tukaj med nami. To je to. Se pravi, umetnost je ena od najvišjih oblik, v kateri človek skozi tehniko, skozi racionalnost in pa skozi odnose presega sam sebe in gre naprej. Zdaj, umetnost ima še eno posebnost in zaradi tega sta bili umetnost in pa vera vedno tako zelo kompatibilni, zmeraj je to šlo zelo dobro skupaj, da seveda omogoča, da gre človek še čez, da se presega in gre ven izven običajnih okvirjev svojega razmišljanja in pa svojih odnosov tudi. Umetnost je vedno tisto več, kar nas nagovarja za nekaj višjega. Zato pa je glasba tista, ki je recimo še do zdaj nismo znašli boljše variante, kako naprimer tudi v krščanstvu izkazati Bogu dolžno čast, kot se je včasih reklo, kot pa skozi glasbeno umetnost. Sem prepričan, da je tudi ta maša, ki jo imamo zdaj pred seboj tukaj na zgoščenki, da je v bistvu poskus tega, kako slaviti, častiti Gospoda s posebnim sporočilom za mir skozi glasbo. Boljše, torej seveda tudi risana umetnost, ampak glasba je tista, ki nas pelje v presežno do danes na najboljši način. Zdaj bi pa predlagala, da spet prisluhnemo glasbi in bi poslušali spet en odlomek z zgoščenke in sicer pesem Ave Marija.
Pogosto slišimo, da se mir začne v človekovi duši, v duši vsakega posameznika. Kaj opažate pri vašem srečevanju z ljudmi? Zakaj sodoben človek tako težko pride do notranjega miru? Ja, mislim, da je vsakemu pravzaprav dokaj jasen odgovor. En splošni razlog je težko najti, po mojem. Se pa lahko seveda vsak ozre v svoje življenje in najde odgovor na vprašanje, ali znam jaz konkretno najti svoj mir ali ne. Jaz mislim, da se mora človek prej ali slej v življenju pravzaprav naučiti najti svoj mir, ker če ne, imamo pač težave v življenju in danes je tega precej v naši družbi, tega, da nekateri ne znajo, me kritizirajo, da sem tudi jaz zraven, tako da lahko rečem, ne znamo najti enega miru, ene umirjenosti v življenju, ampak mora vsak malo sam zase vedeti. Je pa res, da tista sinkopa ostaja meni tako zelo, ne. To v takem znamenju deluje današnji čas in je pač, ne znamo čakati v čakalnici pri zdravniku, je treba telefon ven potegniti, ne. Ne znamo se v tišini peljati v avtu, je treba nekaj, ne. Ne znamo zvečer, se kritizira mladino, kako visi na Instagramu, pa na ne vem čemu vse, in ista nona, ki ga kritizira, imam zelo konkreten prizor iz tega vikenda pred seboj, potem ob 8, ko vnuka da spat, je potem sama na socialnem omrežju 1,5 ure, ne. To vse te stili življenja, potem službe, seveda urniki so taki, kot so, šola, nekako se nam zlivajo dnevi iz dneva v dan gremo in je treba pač najti, in ni enega recepta, je treba najti trenutek v tednu, vsaj če že ne v dnevu, ko se človek umiri. Sej ljudje smo zanimiva bitja, nekateri niti ne potrebujemo ne vem koliko, ampak za trenutek je pa treba postati, se zavesti, majčkeno vdihniti tudi in potem nadaljevati in se tudi sprijazniti, da včasih je ritem tak, kot je, ampak da ga je treba čim prej prekiniti in narediti tudi pauzo. Mislim, da je res ena taka kolobocija v današnjem času, ko mora biti pač vsaka minuta z nečim zapolnjena in to nas res nekoliko tepe, da smo postali, in to vsi po vrsti, ne, ni da zdaj, da bomo pa mladino kritizirali, koliko mladina zdaj tako, ne, čeprav sem kar zadovoljen zdaj s temle večerom in z glasbo tega večera, posebej potem, ko sem prihajal tukaj le dol, mimo občine, je prišla mimo ena skupina mladih s tistim prenosnim zvočnikom in sem kar vesel te glasbe, ki smo jo zdaj tukaj poslušali. Tako stalno moramo biti stalno z nečim zapolnjeni in mislim, da je na mestu v tem večeru tudi spodbuda, da zopet in zopet poskusimo, pomislimo, se ustavimo, najdemo trenutek zase in ga mora pač najti vsak sam zase, ker svet ga ne bo dal, ne. Tu naša družba je pač taka in morda zvečer kakšno minuto prej izklopiti enega ali vse ekrane in najti trenutek za to zgoščenko, recimo, ne bo nič narobe, tako. Kako je pa z mirom v odnosih? Živimo v družbi, kjer so prisotna zelo različni pogledi na svet, zelo različna stališča, zelo različne vrednote, kar načeloma ni problem, dokler to ne vodi do napetosti, sovražnosti, nemira. Kako vi vidite, da je možno v tej družbi ohraniti neko svoje ravnovesje, neke svoje vrednote, hkrati pa tudi širiti mir v okolico in se ne pustiti zapeljati v širjenje nestrpnosti in sovraštva? Ja, v bistvu je eno povezano z drugim in tega se danes premalo zavedamo. Če želi človek biti miren v svoji biti, v svoji identiteti, je treba vedeti, kdo si in kaj si, ne. To je prva stvar. V bistvu je mnogo teh raznih
nesoglasje v družbi po moje rezultat tega, da ne vemo dovolj dobro, kdo smo po teh in drugih skupinah ali pa po teh in onih prepričanjih. In potem iz tega nelagodja, iz tega strahu izhaja tudi odnos do drugih tak, kot je. V bistvu to, da iz družine to izhaja, namreč je tudi šola nekaj naredi zraven, tam se začne, da ljudje odrastemo v ljudi, ki vemo, kdo smo, kaj smo in kaj želimo biti in kako želimo postajati boljši. Iz tega izhaja tudi mirnost v družbenem življenju. Če pa družba kar naprej niha sem in tja in išče svojo bit, svojo identiteto, potem se pojavlja to, kar se danes pojavlja. Šele iz tega, ko vemo, kdo smo, lahko potem z veliko mirnostjo sprejemamo tudi mnenje drugega, se pustimo tudi poučiti in potem in tako gremo naprej. In pa seveda druga stvar je pa poslušanje, tukaj pa ni treba izgubljati veliko besed, mislim, da tudi to predvsej manjka. Jaz sem ravno zdaj v zadnjih 3 tednih, ko smo imeli tole celo reč s tem referendumom in tako naprej, sem ravno to opažal, ker se sploh se ne slišimo, ker udarijo zadeve skupaj in se nekako ne znamo, ne glede na to, kam se je kdo postavil, ne znamo nekako povedati dovolj mirno in pa včasih tudi ne moreš povedati svojega mnenja, ne da je kdo užaljen ob tem, čeprav nisi želel nikogar užaliti, ampak je že samo to, da je drugo mnenje problematično. Tukaj le noter imamo težave, ampak jaz mislim, da smo pač družba na poti in upam, da bomo do časa vsa ta nesoglasja reševali, da se ne zaplete, ker če gremo predaleč v vseh teh nesoglasjih, lahko tudi v določenem trenutku gre predaleč. To je ta nevarnost, ki se pojavlja. Predno bi poslušali še zadnji del, bi se še povrnili na glasbi. Kje vi vidite vlogo glasbe v duhovnosti? Ne samo v krščanstvu, ampak v duhovnosti, v iskanju smisla, v tistem, bom rekla, širšem smislu, ki povezuje celo človeštvo. Kaj nam glasba kot človeštvu lahko da? Ja, se je dokaj vidno tudi danes, da glasba v povprečju je tista, ki človeku napolnjuje srce. In še enkrat, prav v sakralnem delu je glasba tista, ki praktično v večini vseh religijah pride naproti pri izpolnjevanju potrebe po čim bolj dostojnem hvalospevu ki je namenjen Gospodu ali pa presežnemu. Tako da glasba ima vsekakor tukaj imenitno in nenadomestljivo vlogo. Če smem, recimo, sem vesel prav takih stvaritev vedno znova, kot je recimo Maša za mir ali pa podobne, v tem zelo širokem smislu klasične glasbene ustvarjanine. Ne samo zato, ker gre za sakralno zadevo, ampak nasplošno, tako široko gledano klasična glasbena ustvarjanina, ki človeku umirja in napolnjuje srce. In izpolnjuje to vlogo glasbe kot nečesa presežnega tudi takrat, kot sem prej rekel, nečesa presežnega, kar človeka presega tudi takrat, ko niti ni religiozna glasba. V tem primeru imamo pa tako ali pa tako katoliško mašo in še recimo še en dodatek zraven v obliki marijanske molitve. Tako da ja, glasba ima vsekakor tole pomembno vlogo. In če smem dodati tukaj še eno zadevo, recimo prav, ko gre za tole zgoščenko, sem vesel, da nastajajo take zadeve, ker danes imamo, se mi zdi, da še posebej v sakralni glasbi en kup enega, smo se tudi malo prilagodili temle vsem možnim modernim trendom, kar je čisto v redu, ko je treba z mladino mečkem biti, pa tako tu nekako deluje, ampak ni pa to. V bistvu samo široko gledano klasična glasba, ki umirja srce, je tista,
ki srca tudi ne razočara, ker vse to, kar je zelo sodobno, kar je zelo hitro, nas tudi hitro razočara. Recimo, če dam en primer, mi zmeraj rečejo, pa dejte, bolj živahno prmaši, pa tako naprej. In jaz se gotovo strinjam, samo problem je, da ko to narediš ta 10-tič, je to, ne? Je to. Je treba najti načine umetniškega, glasbenega izražanja, ki vedno znova polnijo srce. Ker to novodobne ustvarjanine v tej moderni in v modernem slogu tudi so marsikdaj take, da srca, da naredijo efekt, naredijo čustvo tudi, ampak pustijo tudi dokaj praznega človeka lahko na koncu. Tako da to recimo. Torej še enkrat, glasba ima in bo imela še naprej ta vlogo. Se mislim, da imamo vsi to izkušnjo, da tudi ko v osebnem življenju zaškripa, ko je glava prepolna nekih misli, potrebuje človek ponavadi potrebujemo eno umiritev, nekaj, kar nas presega, nekaj, s čimer se srce zapelje po reki in se lahko posebej ob pomoči glasbe marsikdaj umiri. In to je lahko že na poti iz službe, če je ta prava glasba po radiju. Običajno človeku, kadar je srce polno nečesa, ne ustreza poslušati neke radijske postaje, ki predvaja nekaj, kar je pač bolj hitno, ampak pride kakšna radijska postaja bolj umirjena na vrsto, vsaj moja izkušnja je taka in tak je tudi današnji večer. Tako dokaz, da glasba umirja, združuje in pa na najboljši način tudi slavi Boga. Bi prisluhnili zdaj ponovno glasbi in bi predvajali laudate. S to glasbo, ki res pride v dušo, ki lahko vedno znova prebudi tisto presežno tudi v nas, bi se jaz zahvalila dr. Gabrielu Kavčiču in tudi gospodu Miranu Rustiju, da z nami deli to svojo stvaritev. Hvala vam.
Spoštovani, počasi se izteka večer, ki ni bil le koncert, temveč praznovanje. Praznovanje glasbe, predanosti in desetletnega delovanja pevskega zbora Motiv, ki je nocoj znova dokazal, da je moč skupnega glasu res nekaj posebnega. Dovolite mi, da se pred zadnjo pesmijo najprej iskreno zahvalim pevkam in pevcem zbora Motiv. Vsak vaš ton, vsak preživet večer na vajah in vsaka kapljica truda so danes zazveneli v tej čudoviti harmoniji. Vaša energija in povezanost dobesedno napolnita oder in srca poslušalcev. Velika hvala gre tudi zborovodji, brez katerega zbor ne bi bil to, kar je. Zborovodja Miran Rustja že 10 let s svojo strokovnostjo, potrpežljivostjo in vizijo usmerja, dviguje in oblikuje ta edinstveni zbor. Hvala pianistki, gospe Mileni Prinčič, kvartetu flavt 4F, gostoma, doktorju Gabrielu Kavčiču in gospe Poloni Kampolungi Pegan za predstavitev zgoščenke Maša za mir, vsakemu posebej hvala za prispevek, s katerim ste obogatili nocojšnji program. Prav tako naj izrečem posebno zahvalo predsednici Kulturnega društva Slavec, gospe Olgi Srebrnič, ki svojo predanostjo, skrbjo za kulturni utrip in z neutrudno organizacijsko močjo tvori pomemben del tega uspešnega večera ter mnogih projektov, ki ohranjajo našo kulturno dediščino živo. Tudi David Srebrnič si zasluži pohvalo, ker je poskrbel, da smo se slišali in s fotografijo ovekovečil nocojšnji nastop. In ne nazadnje, hvala vam, drago občinstvo. Hvala, ker ste si vzeli čas, da ste nocoj z nami delili ta glasbeni trenutek. Vaša pristnost, toplina in aplavzi so tisti, zaradi katerih zbor živi in zaradi katerih glasba resnično dobi svoj smisel. Iskrena hvala, iskrena želja zbora Motiv, organizatorjev in vseh nastopajočih je, da se bomo še večkrat srečali na podobnih glasbenih večerih, skupaj peli, čutili in praznovali tisto, kar nas povezuje. Hvala vsem še enkrat in srečno. Naj mi bo dovoljeno, nekako se je priplazila med nas neka prijetna gospa, dama in njen verjetno soprog. Namreč mi, kot smo že večkrat bili po svetu, gremo drugo leto v Kanado zopet in med nami je gospa Margaret, častni konzul v Vancouveru, kjer se srečamo prihodnje leto, do zdaj nisem vedel, pa je že od začetka koncerta tukaj. Hvala lepa, gospod, in krasno pejete. Mi vas čakamo v Vancouverju. Jaz sem tukaj slučajno par tednov in prav slučaj, da sem videla, da gospod ima ta večer in krasno pojete. Moja slovenščina je boljši, pa je sem nojna v Kanadi. Ma se me razumi. Hvala lepa.
Zdaj pa so meni dali še eno nalogo, Vesna. Če sem najavil že gospod konzulko iz Vancouvra, naj najavim še našo drago konzulko iz Nove Gorice, Sabina Vovk-Simčič. Hvala lepa, Miran, za najavo. Tako da lepo pozdravljeni tudi v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na koncu imamo samo sladke stvari, tako da, drage pevke in pevci, zborovodja Miran Rustja, na današnjem koncertu se priklanjamo ustvarjalnosti, ki vas druži že 10 let. Sami izkušeni ljubitelji glasbe ste se leta 2015 združili in podali na skupno pot vaj, številnih nastopov, gostovanj, blizu in daleč ter praznovanj. V zboru imate podporo podobno mislečih ljudi, ki se spodbujajo in odpirajo vrata razumevanja, sodelovanja in povezovanja. Za ta pozitiven doprinos v lokalnem okolju, pa tudi širom sveta, kjerkoli ste gostovali, vam JSKD Nova Gorica podeljuje jubilejno priznanje. Iskrena čestitka tudi Miranu ob čudoviti predstavitvi današnje zgoščenke. Nadejamo se, da bomo Mašo slišali kmalu tudi v celoti na kakšnem koncertu, tako da čestitke tudi Miranu ob tej krstni izvedbi, delček krstne izvedbe. Še ena naloga. Miran, kot veste, je dolgoletni predsednik ZKD Nova Gorica. Zdaj ne vem, Miran, kako bova to izvedla, ker ZKD ti poklanja jubilejno priznanje, so mene pooblastili, zdaj kako to izvedeva, ne vem, a ti predaš samo sebi, Olgi, komu? Kaj, Sabina, si bom povedal. Iskrene čestitke. Sabina je rekla, da ima eno sladko stvar, ma nave, da sem ukradil čokolatina, imela v žepu, pa sem pojedel. Čestitke Miran in Olga. Ja, še enkrat. Ja, seveda. Predragi Miran, v menu pevk eno pozornost za tvojo požrtvovalnost. Iskreno čestitam še, da bi nas še prav. Če ste bili pozorni, je rekla Olga v imenu pevk, torej moški, vi ste še dolžni darilo. Tudi v imenu ženskega pevskega zbora Rože in hrabro in korajžno naprej še tako. Dajte, Bog,
Dajmo pojasniti publiki in naši gospe konzul Margaret so ta teden pisali iz Vancouvera, da ne pripeljemo tudi narodno zabavni ansambel. Enega smo nocoj ujeli za občino, še 3 rabimo.